Dober večer želim, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci. Nocojšnji večer je pravšen za potovanje na Koroško. Tam namreč domuje, upala si bom reči, koroški Ibržnik. Že 45 let je predan glasbi, morda še kakšno leto več. Sicer je tudi mož in oče in med drugim ambasador oziroma eden prvih medijskih podpornikov projekta Hočmo cesto. Preteklo leto je postal tudi koroška osebnost leta. Nocoj bo dišalo, kot že rečeno, po koroški in tudi po countryju. Milan Kamnik, dober večer. Dober večer. Milan, kakšno je življenje na Koroškem? Ja, mislim, da se nič kaj ne razlikuje od ostalih Slovencev. Imamo pa mogoče eno prednost, da ne živimo tako hitro, kot pa recimo v prestolnici ali pa še kje. To sem tudi jaz slišala, da tam čas oziroma ura pri vas teče bolj počasi. Ja, 24 ur je Bog vsakemu dal, ne? Sem zdaj, kako jih to razdeliš po dnevih, mislim po urah. Vseeno bom še enkrat tako rekel, da se mi zdi, da ni tako hitro in da ni tako stresno, kot pa recimo v Ljubljani ali pa še kakšnem večjem mestu. No. Slišala sem, da ste imeli vašega deda izjemno radi in da so njemu posvečene tudi mnoge pesmi, ali vsaj ena. Ja, res je, iz tega razloga, ker sem pač živel pri njem, pa pri teti prvih 14 let, ker pač mama me ni mogla meta, ne, in seveda sem imel pač dedija rad pa teto, ne. Ded je imel še posebej zanimiv človek, tako da smo tudi po svetu pol eno pesem Moj dedi. Mislim, da leta 83 sem dobil prvo nagrado za besedilo na narečnem festivalu v Mariboru. Pa še kdaj sem ga omenil v kakšni pesmi, tako, ker pač življenje na vasi je bilo malo drugačno od kasnejšega življenja na Ravnah, ki je pač večje od vasi, kjer sem bil. Kakšno je bilo? Kje, na vasi? Na vasi. Neponovljivo. Če bi še enkrat bil v življenju tako mlad, bi šel takoj na vas živeti. No, bom pa rekel, da sem zdaj tudi na nek način bolj ven iz mesta, vsaj v tistih urah, ko nisem toliko aktiven, torej na selah, drugače pa živim na Ravnah. Ste tudi glasbeni talent podedovali kaj po dedu ali po kom ste vlekli tiste dobre glasbene gene? Težko rečem. Dedi je bil v prvi svetovni vojski, pa drugi, in tako da ne vem, če je imel kaj cajta, da bi pel. No, manj pa reči, da je imel mama kar lepo štimo, pa meni, da tudi moj fotor, čeprav ga nisem, bom rekel, skoraj nič poznal, ker me pač najprej ni priznal, pa seveda se nisem mogel toliko družiti z njim, pa tudi zelo hitro je umrl. Tako da mislim, da sem najbrž nekaj podedoval, kar, bom rekel, najbrž je to res nekaj v genih, ne? Da nekdo ima, da nekaj podeduješ, tako pa kako drugo kvaliteto ali pa še kaj drugega. No, vi ste poznani, da ustvarjate predvsem v koroškem narečju. Ste kdaj imeli občutek, da je glasba tovrstna, ki v narečjih nastaja, kaj zapostavljena? Ja, mogoče se tega nisem tako zavedal na začetku, ko sem se odločil, recimo pred 20-25 leti ali pa 30, ko so nastale prve pesmi v našem narečju. Mogoče zdaj to bolj čutim, ne? Ker se mi zdi, da vseeno nekje živimo na nekem robu Korošci, ki pač nismo toliko povezani z ostalimi regijami ali pokrajinami, kakor hočeš, no. In seveda s centrom, tako da se mi zdi, da smo na nek način zapostavljeni, pa ne sem zaradi narečja, tudi nasploh, pri vseh drugih, recimo tudi ta cesta naša, ljuba, ne, ki jo že čakamo 40 let, vse to nas neko postavlja na stranski tir, kljub temu, da imamo uspešno gospodarstvo in še kaj bi lahko naštel. Koroška je glih tako lepa, kot pa ostala Slovenija, morda celo lepša, za mene že. No. A je to lahko prizadene človeka? Da je nekako odrinjen na rob, bi rekla? Ja, odvisno, kako... To je lahko prednost ali pa slabost? Odvisno, kako se s tem ukvarjaš. Ne? Če se preveč
ti najbrž zleze pod kožo, ta jeza ali pa ta zapostavljenost. Seveda, moraš pa sam tudi nekaj narediti za to, da se to spremeni. Ne? In če s tem vplivaš tudi na druge, ko jih poznaš, recimo, pol se to da najbrž spremeniti v pozitivno razmišljanje. No? Vi prav pravite, da brez narečja ni jezika. Ja, res je. Do zdaj sem izdal 9 samostojnih albumov, torej CD-jev, po tistem, ko sem šel pač na svoje. Enkrat sem to izjavil pred nastopom na Mariborskem festivalu Lent, mislim, da to bo leta 2003 ali 2004. No, takrat je pol tudi šel moj 4. CD, brez narečja jezika. Sem še vedno prepričan, da je tako, ker Slovenija je tako mala, da če ne bomo ohranjali svojih narečij, bomo najbrž tudi jezik izgubili. In to je zelo pomembno in predvsem to leti na mlade, da bi se tega bolj zavedali, ker dosti Korošcev gre v svet s trebuhom za kruhom, najbrž tudi Prekmurci pa Prleki pa Primorci enako razmišljajo mladi, če doma nimaš kaj zadevati, pač greš v svet. Ne? In se mi zdi to pač fejst pomembno in za tem stojim, zato sem tudi napisal pesem. Sicer pa se menda glasbeno nikoli niste pustili zmanipulirati, bi človek rekel. Nikoli niste niti dovolili, da vam kdo to koroško srce vzame, oziroma srce, če sem natančna, pa trmo tudi, a ne? Ja, vse je to nekaj povezano, a ne? Ker bom rekel tako, da kot otrok sem imel res lepo mladost, kljub temu, da nisem recimo pri mami živel, res sem imel fajne sosede, prijatelje in tako dalje. Tako da, seveda, ko si otrok, si vse najbolj zapomniš in seveda vse te vrednote, ki jih pridobivaš pač od starejših ljudi, normalno, od koga se poučiš, a ne, ko pa od starejših. Se mi zdi, da to, če preneseš to naprej, pol se nimaš kaj bati v življenju, tako da vsi spomini, pravim, so lepi na ta del mojega življenja in pa mislim, da kar znam to nekot delati naprej pa prenašati. No, trmast pa vztrajen pa je tudi treba biti, ne? Ja, to je pa seveda spet neka lastnost Korošcev, bom rekel, ker tu seveda se moram navezati na literarno podlago Prižehovega Voranca, ker mi je pač, bom rekel, dosti vplival na moje delo, a ne? Ker sem prvič zapel v pesmi Uršlji gori, Voranc je pisal o tebi, jaz sem pa pel, sem se nekako zavezal, da bom ohranil koroško narečje. Potem sem tudi naredil nekaj priredb po literarnih podlagah, nekaj iz Suzic, nekaj iz čudovitih novel in Samorastnikov. Teda to so Korošci vzeli za svoje, neke pesmi moje so že ponarodile, za nekatere sem celo živa legenda, kar je fajn občutek. Včasih pa misliš, no, pa sem pa še živ en set, pa kakorkoli me že imenujejo. Seveda, ko si dolgo v nekem cajtu, v nekem prostoru živiš, tudi ljudje umirajo poleg tebe, drugi se rojevajo, tako je pač življenje. Lepo, tako tam gre piše, a ne. In če to znaš neko združiti, ne vem, se nimaš kaj bati. Tudi jaz sem prepričana v to. Me pa zanima, kakšni so danes vaši rituali. Ste zgodnja ptica, muzikanti ponavadi pozno hodite spat. Kako poteka vaš dan na Koroškem? Ja, najbrž sem jaz za razliko od drugih muzikantov, ali pa bom rekel mlajših, ne, najbrž kar zgoden. Ne. Navajen sem zgodaj vstajati, moja žena ima uro na redu 15 do 5 zjutraj in ponavadi kar hitro vstane, malo za njo, ker ženske pač rabite malo več, da se zrihtate zjutraj, ne. In seveda, in če se kava skuha, pa malo nekaj rečeš, kaj pa danes, pa uno, pa se malo popravhaš. In to je to. Jaz mislim, da imam veliko več od dneva, če hitro vstanem, ker če grem pa zvečer ob 10 spat, me pa nič ne moti. Pa tudi če pol 10 me že potegne, me nič ne moti, ker jaz sem svoje naredil čez dan. A ne? In če bi zjutraj spal do 10, 11, se mi zdi, da je ta 5-6 ur zgube, ki jih ne moreš nadoknaditi, ne moreš jih. Torej ste Vse po mojem mnenju, ne. preračunljiv človek, kar se časa tiče. Nisem tak, pa tudi omejen nisem, ali pa obremenjen.
če tako rečem, s sajtom. Neko se znam organizirati, včasih mi res kaj zmanjka, no bom rekel, da poskušam tudi konec tedna kaj narediti. No, tako sem pa prej rekel na začetku, mlajši muzikanti so bolj ponočnjaki in tudi jaz bil tak, ko sem bil mlajši, a ne. Smo igrali po cele noči na plesih, tudi kaka offset, recimo, tudi 2 dni skup. Danes, seveda, v teh letih je to malo drugače. Imam krajše nastope, torej po uro, 2, recimo, tudi, no, imam svoj Milan Kamnik band, 7-članski in se tudi zgodi kak nastop, ki se konča recimo v 1, 2, 3 zjutraj, ampak taki nastopi so redki, tako da mi to ne povzroča nobenih težav. Je pa vaša hči rekla, da ste en tak sodobni trubadur. Ja, moja hčerka Mojca je lansko leto magistrirala, seveda, in njena magistrska naloga je bila fejst zanimiva. Ona je delala magistrsko nalogo kantavtor kot ljudski pesnik ali umetnik na primeru Milana Kamnika. A si lahko zamisliš, kaj je mogla vse narediti za to, da se je ona, da nisem jaz njem ata bil v tistem delu, a ne, ko bi lahko bil skozi, ampak da je bila tako distancirana od tega, da je lahko to nalogo speljala. In tudi njen mentor, mislim, da je bil fejst presenečen zaradi tega. Tako da, seveda, sodobni trubadur, gor dol. Seveda, jaz živim že kar 20 let na Koroškem, pravzaprav od rojstva. In seveda, v očeh ljudi postaneš z leti, ne bom rekel, glih nekaj posebnega. Meni je čisto eno, lete, mislim, veliko ljudi srečuješ vsak dan, pa ene niste celo. Tako da, pač tek to jemljem, no. Tako da mi ni, ne počutim se nekaj vzvišenega, tako ne, tudi drugačnega ne, tako sem, najrajši se imam čim bolj tako pa drugi, no. Skratka, čim bolj ljudski človek ste. Ja, res je. Ja. V Korošci imate tudi odlične kulinarične jedi, marsikaj znate pripraviti, kako se vi znajdete v kuhinji? Ja, no, včasih moram reči, da sem malo, bom rekel, bolj rad kuhal, ali pa rajši kuhal. Ali je bilo več priložnosti? Ja, mogoče zaradi tega, ker je se žena držala bolj v zadaj, a ne. Danes je pa glih obratno, da ona fejst rada kuha, pa se jaz bolj umaknem, a ne. Ampak moram reči, da je fejst dobra kuharca. Jaz sem pač vedno najrajši župo kuhal. Goje župo v nedeljo. Kako jo naredite? Kako nastane vaša juha? A župa? Ja, v redu govedino moraš imeti, pa če je kakšna stara kura, še boljši, a ne, tista je bolj za gripo. Pa žalbe noter, vse sorte. 2 uri pa pol morajo počasi urejati, čisto malo migati. Pa malo zelenjave tudi mora biti, a ne, iz gartlna, ne umna s trgovine. Torej domačo, svinjsko korenje, rumeno korenje, tudi koleraba, pa kakšna lupna repica, tako da je bolj za čiščenje, a ne. Pa peteršilj, pa tako naprej, pa klobuh, pa čebula. Ja, lovrov list, a ne, malo cel poper, malo žefranike z gartlna, ne s trgovine, malo muškatnega, tako za, pač tako, no. Vsega pa tudi ne morem povedati. To so pa skrivnosti velikih mojstrov, a ne? Ja, to. Še ena reč je zanimiva pri vas, da ste bili eden prvih medijskih podpornikov projekta Hočemo cesto. Gre za velik vseslovenski projekt, tako rekoč, kjer ste Korošci morali udariti po mizi in zdaj po tolikih letih se bo gradnja tako rekoč res začela. Ja, res je. Ta želja oziroma zahteva Korošcev po seveda boljši cesti do seveda te glavne povezave, a ne, Maribor-Ljubljana, je seveda že stara 40 let. Jaz sem že pred, ne vem, več kot 20 let je od tega, kar sem napisal pesem Ibržnik, in že takrat sem v tej pesmi pač omenil, kako si Korošci želimo pokrajino, takrat še ceste nisem omenil. Ampak ta pesem je vedno, bom rekel, prisotna ali pa celo nepogrešljiva takrat, ko Korošcem nekaj vzamejo. Ali pa, ko se začnemo mi pravhati
z centrom, ne vem s kom, seveda politika, brez politike tu ne gre, ne, vedno bolj, kar je seveda slabo, ker po mojem niso vse odločitve najboljše. Dobro, no, neke so, ampak kakorkoli. Začelo se bo in seveda sem z veseljem pristopil, bom rekel, da pomagam, ker pač lahko. Ibržnika sem priredil za mladinsko inicijativo in sem tudi to večkrat zapel, ne. Kaj pač rabimo Korošci po dnevi do Arje vasi, pa po noči, koliko je to razlika, ne. Koliko ste danes rabili do Ljubljane? Ja, do Ljubljane zraven recimo uro pa pol težko prideš, ne moreš voziti po predpisih. Tako da je to nemogoče, ker do Arje vasi skoraj 1 uro rabiš, ali pa celo, bom rekel, manj kot 1 uro težko prideš, a ne, do Ljubljane, ok, v redu gre, ampak uro pa pol je minimum, no. Tako da jaz se včasih v Lukovici vstanem na kafeju, tako da to pol podaljšam za kakih 10 minut. Ker že vmes pauza mora biti, ne? Ja, bom pa rekel, da se tudi rad vozim po stari cesti, a ne, če nisem, bom rekel, časovno omejen, tako da grem čez Polzelo, pa na Vransko, pa tako se malo panoramska vožnja, velikokrat grem tudi preko Jezerskega, pa dol do Preddvora, tako da, veš, zakaj ne, treba je Slovenijo poznati, jaz nikoli nisem imel nobenih težav z orientacijo, bom rekel. Tudi takrat, ko Garmina ni bilo, mi ni bilo noben cilj nemogoče, ne, da ga dosežeš. Tudi nisem imel nobenih, ne vem, zemljepisov, zemljevidov, pa tudi danes tega ne rabim, tako da. No, če že govoriva o cesti, poglejva, kaj je član Mladinske civilne iniciative za 3. razvojno os povedal o vas. Milan Kamnik je koroška živa legenda in ne samo, da je odličen glasbenik, je tudi ambasador 3. razvojne osi in tisti, ki se že več let ukvarjamo z to cesto, smo mu zato neizmerno hvaležni. Zato Milan, kar po naše, tavžen barc ti hvala za vse, kar si za nas naredil in jaz upam, da čim prej zaigraš na otvoritvi nove koroške hitre ceste. No. Verjetno je to priznanje nekaj najlepšega, kar lahko človek dobi in tu ste Korošci dokazali, da ste pa lahko složni. Ja, res je. Moram pa reči, da brez Aljaža pa Andreja bi to težko speljali, ker nekdo pač mora biti, ki pele ta os naprej. In moram reči, da sem pričakoval tudi večjo podporo Korošcev. Ne samo tiste negativne preko Facebooka, kot ti včasih jemljajo voljo do vsega, ne, si misliš, zakaj pa te je, namesto da bi ljudje uporabljali Facebook za bolj pozitivne zadeve, ga porabijo glih kontra za negativo. Ne. Teda, jaz mislim, da stvar je pripeljana tako daleč, da seveda se bo začel letos menda, no, hvala Bogu. Moram pa reči, da ob imenovanju ambasadorja za hitro cesto sem bil seveda počaščen in jo čutim kot neko odgovornost in seveda tudi obvezo, da še naprej sodelujem pri tem, pa da kaj naredim in če bo treba, bom na otvoritvi tudi špilil seveda. No, ne dvomim, da boste zraven, seveda kako pak drugače in prav je, da Korošci končno to cesto tudi dobite. Tudi sama sem s tisti koncu doma, tako da se tudi sama veselim. Milan, če se preseliva nazaj k muziki, imate radi pivo? Pir je hrana, imam rad pir, ja, seveda. Ga uporabljate kaj tudi v kulinariki? Ja. Za kakšno testo? Tu pa tam, ja, seveda pivsko testo, ne, pa tudi, jaz se vržem, jaz ne povem vsega, ne, zato ker tudi nisem zato, da bi tekmoval, meni so okusi, pač tisto, kar gre skupaj, čas ga tudi malo poserješ, a nekje, pa kaj narobe ne daš, ne, tako da to gre. Pir mi je čisto v redu, te poživi, tako pa voda, recimo brez vode ni življenja, manj pa reči, da je pir tudi na drugem mestu. No, ker govorim namreč o vaši kaseti z naslovom Rad imam pir. Vi ste kar veliko skladb napisali iz realnega življenja, z opazovanjem življenja. Ja, res je, Rad imam pir je bila druga kaseta, takrat še iz obdobja Duo Kora. Okej, ni to glih reklama, danes je malo, bom rekel, teže kaj takega novega narediti, ker
če pogledamo novo reklamo od Laškega, da je stvar okusa, ne pa alkohola, seveda 0,0, je v redu, a ne, sam ni pa to neka spodbuda, da bi mogli to pač več konzumirati, ker pač Slovenci smo pač znani kot vesel narod, seveda to je tudi posledica vinskih pokrajin in tako dalje, tako da Korošci imamo pač, bom rekel, to sreče nimamo pri tem, ker vino pri nas pač ne uspeva, ker smo malo preveč visoko, tisto brajde so pač bolj za vino, pač tako, ne, tako da imamo pač mogoče reči tudi zaradi tega pir. Če še ostaneva pri Slovencih, ki jih omenjava danes večkrat, kaj mislite, da je največja krivica, ki se godi nam Slovencem? Po vaše? Jaz bom rekel tako, da se v evropskem smislu nič kaj ne godi kakva krivica. Če si jo delamo, si jo najbrž sami delamo, zato ker se ne znamo zmeniti in seveda to levo, desno, ne vem kaj, ampak glejte, jaz v politike ne bi nič, včasih me bolj slabo grata in je to boljše pol ne konzumirati, pa se malo umakneš bolj diplomatsko, tako da seveda brez tega pač žal ne gre. Mislim, da bi bila Slovenija na bistveno višjem rangu v svetu, tudi takrat recimo tisti znameniti rek Peterleta, da bo Slovenija druga Švica, sem jaz tudi zapel v eni pesmi, a še imam sploh pravico, to je moj naslov mojega zadnjega albuma in se mi zdi, da smo sami naredili iz Slovenije to, kar ne bi smeli. Namesto, da bi izkoristili vse potenciale, naravo, kulinariko, turizm in tako dalje, smo vse skupaj dali v en lonc in smo to zmešali res eno tako neokusno obarvo. Jaz upam, da se bo to spremenilo slej ko prej in da, tako smo prej na začetku rekli, mladi, da ne bi več odhajali ven, da moramo nekaj za to narediti, ampak to lahko samo skupnimi močmi naredimo. Noben nas ne bo vprašal, zakaj ste tako naredili. Če pa smo kaj dobrega naredili, bomo pa sigurno deležni ene pohvale, vse jaz tako mislim. Kaj pa tista pozitivnost, ki jo imamo Slovenci? Katero je vredno izpostaviti po vaše? Pozitivno je sigurno to, da mogoče nam to malo manjka. Mogoče bi tu nas primerjal celo s Hrvati, ki se mi zdi, da so bolj družabni, pa večji patrioti, da ne bom rekel lokal patrioti, kakorkoli. In to se tudi skozi muziko pozna. In seveda to vse vpliva na človeka. Tako da tudi tu bi mogli najbrž sami več, zakaj to narediti. In seveda tu se mi zdi, da je vse povezano, da so tudi mediji za to. V Sloveniji ne vem, koliko imamo radijskih postaj, ne mislim, da okrog 100 ali koliko, če sem narobe rekel, ne vem. Ampak se mi zdi, da je vse premalo, da ne znamo ceniti svojega. To bi bilo mogoče malo razmisliti, ker mislim, da tudi, če živimo v kapitalizmu, da pa vseeno ni vse v denarju. Da bi, to je pač, jaz po svoje razmišljam, delam v pozitivni smeri, ampak koliko lahko vplivam na druge lahko, ampak mislim pa, da bi vse tisti, ki so tam, ki lahko več za to naredijo, bi lahko več na to naredili, ker tudi njihov vpliv je večji. Mislim, da imate vi kar velik vpliv na vaše Korošice in Korošce. Vsaj tako pravijo, saj ste ne nazadnje lani postali Koroška osebnost leta. Kaj vam ta laskavi naziv pomeni? Ja, že sama nominacija Koroškega radia me je presenetila. Nisem si predstavljal, pa nisem si sploh ne zamislil, da bi lahko bil nominiran, poleg obeh ostalih nominirank, ker si v življenju nisem predstavljal, nedoumljivo mi je, recimo, početje Janje Garnbret in seveda po drugi strani tudi Kmetice leta, Marjete Ročnik. Tako se rekel, vesel sem bil nominacije, počaščen, seveda, da bom pa dobil tako koliko število glasov si pa niti v sanjah nisem predstavljal. Seveda, lani sem imel 45 let, bom rekel, glasbene kariere ali pa poti. Ta leta štejem pač od leta 74, ki so nastali, ko so nastali prvi posnetki za Radio Maribor, še iz cajta Dua Kora.
In seveda v teh letih, seveda živim na Koroškem od rojstva in nekod postaneš del tak ali tak, mogoče malo bolj prepoznaven, ker sem trmast, kar smo že prej ugotovili, ampak mislim, da smo Korošci tak ali tak taki, trdi, kleni. In če me to poosebila, da ljudje pač nekaj vidijo v meni, tudi skozi muziko, da sem tudi z svojim narečjem še bolj trmast, kot pa kjer drug, da so pač na podlagi tega me tek izbrali. Seveda ta zmaga, pa ne bom rekel to zmaga, to priznanje mi pomeni mogoče veliko več, kot se ga sam zavedam. Tako da se mi zdi, da živim s tem in isto, ko pa ambasadorstvo za hitro cesto, se mi zdi, da je tudi tu neka obveza, da pač še kaj naredim. Seveda imam cilje, tudi glasbeni Abraham, Trka. si želim, da ga dočakam in da seveda do takrat nekaj naredim. Ker se mi zdi, da ne moreš kar tako spati, ne bom rekel, glih na laurikah, ampak moraš biti skozi aktiven, moraš iti naprej, lepo v koraku, s cajtom, nič preveč stresno, bom rekel, včasih malo pustiti treba v življenju, da pride kaj proti tebi, ne smeš iti z glavo skozi zid. Milan, marsikaj sva danes povedala. Bi lahko rekli, da v vseh teh letih, tako glasbenega, družinskega, poslovnega ustvarjanja, živite v svoje sanje? Ja. Še bolj srečno v življenju bi bil, če bi recimo živel od tega, kar najraje delam. Torej, če bi živel od glasbe, seveda jaz sem sam uk in se ne morem primerjati z akademsko izobraženimi muzikanti, ki jih je danes res veliko in se tu pozna marsikje, ko mladi nimajo kaj špilati in špilajo v narodno-zabavnih ansamblih, špilajo v pihalnih orkestrih in se pozna kvaliteta zvoka in seveda način dela vseh teh, ko sem jih pač rekel. Tako da, kaj pa jaz vem? Jaz, kaj ne rečem? Vedno rečem, da mi nekaj manjka, kar se muzike tiče. Jaz sem veliko poslušal ameriško, ko sem bil pač tam pri 15 letih, sem začel country poslušati, ameriški folk in Bob Dylan je imel veliko vpliv na mene, pa tudi ostali folk izvajalci, tudi, bom rekel, tudi neki irski izvajalci, predvsem pa ameriška tradicionalna glasba country me je pritegnila in tu sem najdel neko povezavo, tudi prvič, ko sem šel čez lužo v Nashville snemati, sem imel to srečo, da sem naletel na odlične studijske muzikante, ki so takoj videli nekaj, da lahko mi nekaj skupaj naredimo. Kljub temu, da imajo gospodje Grammy na svojih policah, ni bila nobena ovira, da ne bi sodelovali z mano. In ko smo se pomenili o tem, o čem pač moje pesmi govorijo, pojejo, sploh ni bilo nobenega problema delati. Ja, bom rekel, živim svoje sanje. Pa bom rekel, da vedno bolj. Ker nič ne gre brez neke podpore. In največja podpora ti je lastna družina. In če te podpore nimaš, se zatečeš nekam drugam. Seveda, spet lahko naletiš na kako oviro v življenju. Takih je veliko. Ljudje te nimajo vsi radi. Eni te imajo radi, drugi te mrzijo. Tek pač jaz v življenju. In če znaš krmariti, da greš skozi to, greš skozi ono zritev, se mi zdi, da lahko sanjaš svoje sanje. Meni se zdi, da sem jaz dosti odkrit človek, da sem lahko do vsakega, tudi če ga ne poznam, prijazen, pa ne vem kaj je. Težko dan sreč dober dan, pa seš to roko človeku, tudi če ga ne poznaš. Tako da se mi zdi, da kljub temu, da živim na Koroškem, da sem pač omejen na neko, bom rekel, manjšo maso poslušalcev, ker je koroško narečje, pač seveda me malo, bom rekel, zadrži, marsikaj sem že doživel, da reče, se pa ne vem,
pa vem, kaj poješ. Že za marsikega Korošca je včasih težko, da me zastopi, ker so pač neke besede stare, ki jih danes mladi ne govorijo, dosti nerazumljive. Ampak vseeno se mi zdi, da je to v redu in da če grem tako naprej, je v redu. In to pomeni, da sanjam svoje sanje. No, jaz vam bom zdaj segla v roko. Hvala lepa, ker ste prišli, me je res veselilo. Še naprej sanjajte in nas razveseljujte z dobro glasbo v vašem koroškem narečju. Radi ga imamo in upam, da se vidiva prej, kot da bo čas za glasbenega Abrahama. Ja, hitro bo. Hvala za zdajšnje povabilo. Hvala lepa pa tudi vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci. Vsak trenutek je treba najti in živeti svoje sanje. Naj bo tudi pri vas tako. Pa lahko noč.